Živijo, živijo. Evo, svet smo skupaj. Jaz v prečudoviti naravi. Sem si privoščila nekaj trenutkov zase, samo zase. Pol grem pa kuhat kosilo, ampak tudi ti trenutki bojo samo zame, zaradi tega, ker jaz v tem neizmerno uživam, ker si dam kako fajn muziko gor, plešem, si prepevam. Skratka, mi je zelo fajn, si tudi tista opravila mogoče, ker mi niso toliko fajna, naredim res fajna in to pa zaradi, živijo Veronika, to pa zaradi tega, ker se imam rada, ker se cenim in ker se spoštujem. Se pravi, od mene je odvisno, kako se bom v enakih, identičnih situacijah počutila. Ne od odzuni, nič ni od odzuni. V enaki situaciji, se pravi, ob recimo pospravljanju stanovanja, lahko bentimo, lahko joj, spet moram pospravljati, kako je, gor dol, lahko pa uživamo. Pri, naprimer, pripravljanju obrokov lahko uživamo ali pa gremo v samodestrukcijo, da kak je to smotan, kak se nam ne da, kak moramo kar naprej kuhati, lahko pa damo spet fokus na to, kak smo lahko hvaležni, da sploh imamo kaj za upis krda, da imamo elektriko, da lahko skuhamo, da imamo sploh za koga kuhati in tak naprej. V identičnih situacijah mi izbiramo, ali bomo v joyu, se pravi sreča, radost, veselje, ali bomo v drami. Dobro si to zapomnite. V identičnih situacijah mi izbiramo, ali bomo v dreku, v drami ali pa v joyu, v sreči, radosti, veselju, karkoli za vas pomeni joy. Mene joy je ena taka ful fajna beseda. Jaz, ko sem v joyu, za mene pomeni, da sem v miru, da sem sreči, da sem radosti, da sem v prijetnih občutkih, v prijetnih mislih, da mi je prijetno, da tak, ne tist, ko smo mi tak haj, pa gor, pa ful veseli, pa ful noro, ne, to je ponovati enako kot recimo, ne vem, depresija, ne, ta balans, to ravnovesje je treba najti, ne. No in to ravnovesje v mojem svetu pomeni joy. Jaz sem danes dala en naslov zaradi ene gospe, ko mi je včeraj pisala, in sem ful vesela, da mi je pisala. Vsakega, ko mi pišete, sem ful vesela, vse preberem in res vedno vam odgovorim. Zdaj na eno vprašanje sem že odgovorila, na eno bom zdaj odgovorila, na eno bom pa mogoče jutri v video ali pa njej osebno na zasebno sporočilo odgovorila. Ful sem vesela, ko se s svojimi zgodbami kako se to reče, obračate name in mi jih delite, ne glede na to, da jaz res vem, da niso bile prijetne in da vam še danes mogoče niso prijetne, ne. In res včeraj sem zavesla, verjetno sem že to včeraj povedala, ne vem, koliko sem vesela, koliko sem hvaležna, da mi je Bog, življenje, angeli, kdorkoli pač to dela ali sama sebi poklonila narekovajih težke, boleče, neznosno težke izkušnje v življenju, ne. Ker zdaj, ko nekateri mene gledate, tako je ta gospa napisala, ne, sem kar preletela, sem mislila, da si ena izmed ne vem katerih, ne. Res je, da nekateri, ko recimo kanalizirajo, ko se pogovarjajo z angeli, ko se pogovarjajo z dušami, ko karkoli, ni važno. Niso imeli teh zemeljskih izkušenj toliko veliko, ne, ampak nič za to. Jaz sem pa glih tu na zemlji imela fantastične izkušnje, ko so me v bistvu pripeljale do tega, kar sem danes in kar bom v jutri po jutrišnjem in čez 10 let. In kaj vam hočem povedati? Hočem vam povedati to, da sem včeraj študirala, da sem res na popolnoma vseh področjih doživela v bistvu v teh 46 letih, ne vem. Lahko bi bilo še hujše. Dobro se zavedite, to življenje, ko ga trenutno živite,
Ne se primerjati z drugimi, ne jamrati, ne to. Vedno se primerjate s tistimi, ko imajo, če se že primerjate, ne, kar pa če jaz odsvetujem primerjane, ne. Ampak če pa že, se pa primerjate s tistim, ko imajo manj, s tistim, ko nimajo doma, s tistim, ko nimajo hrane, s tistim, ko nimajo mamice, s tistim, ko nimajo atija, s tistim, ko nimajo otrok, s tistim, ko nimajo nog, s tistim, ko nimajo rok, s tistim, ko so slepi, s tistim, ko ne slišijo, s takimi se primerite. In boste res videli, da ste lahko najbolj srečen človek na svetu. In jaz sem bila res blagoslovljena z izkušnjami. Ko sem bila stara 7 let, je umrla mamica, začel se je pekel, začel se je alkohol pač, ni važen, nam zdaj izpostavlja ljudi. Začelo se je nasilje nad menoj, vsak dan, 2-krat na dan. Imela sem partnerske odnose, v katerih je bilo nasilje. Sem to vlekla, ta vzorc. Kasneje sem se sama srečala z alkoholom, z marihuano. Bila sem, v narekovajih, slaba mama. Bila sem, imela sem totalno destruktivne partnerske odnose. Niti pod točko razno se nisem imela rada. Imela sem zelo hudo obliko depresije tik pred tem, da naredim samomor. Se pravi, srečala sem se tudi narekovajih z boleznijo. Imela sem, ni da ni, pomanjkanje denarja, imela sem, čisto vse, kar je možno, ne. Sem to včeraj študirala in vse, kako sem lahko srečna, ker ko mi jaz to obrnala, pretransformirala, naložila nova prepričanja, afirmirala, govorila novo zgodbo. Mislim, pa to bo spektakel, že zdaj je spektakel, ampak tisto, kar me pa čaka, je pa spektakel nad spektaklim. Dobro si zapomnite, tale današnji dan bomo čez, 5-10 let pogledali, pa me spomnite, tisti, ko boste še takrat z menoj. Na moji poti, na naši poti. In ta gospa mi je napisala, zdaj to lahko izpostavim, se pravi, da tudi vam povem, ne, ali je Ana Bučevič res toliko dobra, kolikor je dobra na teh YouTube posnetkih. Če je tudi toliko dobra v živo. Ana Bučevič je v živo še milijonkrat boljša, saj meni, mogoče ne toliko predavanja, recimo ta 3-urna, ko jih ima, tudi ta so fascinantna, ko že misliš, da vse veš, pa vse en greš, pa dobiš 2-3 podatke, recimo spet, ko so ti manjkali, ne, ker vsak njen nov video, ne, jaz sem zanj dobila, koliko v bistvu sem pri Nežki, ne, pri otrocih recimo še vedno narekovajih napačno v bistvu odreagiram, ko ona pride s kako težavo, ko ona pride s čem, pa jaz, ja pa predstavljaj si tega sošolca v drugi luči, predstavljaj si to, naprimer učiteljico, ko ima zatečno, da ni tečno, predstavljaj si jo tako, ko imaš, ne, ali pa recimo, kje še delam take blesave, ampak to nisem vedela, recimo do včeraj, ali pa recimo pride Nežka pa reče, ne vem, tam je to pa to rekel, ja pa Nežka, pa on je ranjen, pa bla bla bla, ne, ampak v njenem svetu to ni razumljivo, ne, in zato sem jaz ne toliko tečna, ker kaj takrat človek rabi, takrat v bistvu otroci sploh, ali pa tudi mi, kak ti lahko pomagam, in jaz sem to skozi narekovaj vse, kar rečem narobe, ker drugače nisem znala, ne sodimo sebe, nehite sebe soditi, vsak dan ste najboljša verzija sebe in tudi jaz sem zdaj teh, hodila se 7-10 let, bo že Nežka zdaj februarja stara, ne, in si želi tisto rožo pred blokom in jaz sem se to zrihvala tako, da bo super, ok, ampak hočem reči, ne soditi sami sebe. Ne znate drugače, ker niste slišali te informacije in enostavno niste znali drugače delovati. Vam pa je res toplo priporočam, recimo vsi tisti, ko Ano Bučevič tudi spremljate, pejte na njene delavnice, ker delavnice te celodnevne, to pa eden pove eno zgodbo, pa drug pove eno zgodbo, pa tretji pove eno zgodbo in vi rastete, vi veste, je pa res mogoče, pa res, ne, če se je temu zgodil, pa je pol ta povedal, pa tretji, pa četrti še. Ogromno se pogovarja takrat z drugimi ljudmi, ogromno je sodelovanja na teh delavnicah, dela se na prepričanjih fejs, dela se meditacija je, dela se recimo na mislih, dela se kaj je zdravje, kaj je ljubezen, kaj je denar, ne. In res lahko zraven, ker je to cel dan res fejst, ozaveščate. Tako da res vam to priporočam, tudi njena predavanja, tudi se, in fenomenalna je, ful je luštkana, ful je pristna, ful je se reži, pa se heca, pa vsega je, no, od solz do smeha, do vseh emocij in tak naprej. In bomo videli, evo, če meni zdaj letos solerata, da grem z njo na tale
letovanje, no, se pravi, ali pa kruz, ne, zdaj čakam, da mi pare padejo s neba, ne, tudi to je mogoče, ampak okej. Pustimo to, imam denar, ampak pač ne vem zdaj še, če bi ga za to investirala, ampak okej. Ker imam pač toliko drugih stvari, se mi je zdaj od maserja do tega tečaja, do izpit za čon, do vse in v redu. Kaj sem zdaj hotela? Drugo vprašanje je pa bilo. Pred kratkim, zdaj ne bom čisto mogoče točno povedala, ne, ker če jo kdo pozna, ali pa kaj res nočem izpostavljati, da se ne bi pol vi počutili varne, da jaz recimo tu pol javno govorim. Vprašanje je pa nekako tako. Se pravi, pred kratkim je umrla mama in kak zdaj ostati pozitiven? Kako ostati na visokih vibracijah? Kak imeti lepe misli? Kako vse to? Recimo, da ti umre mama, da ti umre nekdo od staršev ali pa nekdo od bližnjih, brat, sestra, whatever, kak zdaj ostati pozitiven, ne? In meni ta pozitiv, negativ res ne resonira z mano, ne? In zato sem vam napisala, misliti prijetno. Se pravi, kaj je zdaj moj korak, da bom, ker če bom jaz mislil prijetno, se bom tudi počutil prijetno. In vsi mi delamo čisto vse v življenju zato, da se bomo počutili prijetno. Zato, da bomo bolj srečni, zato, da bomo bolj radnosti. Karkoli. Se pravi, kak zdaj ob takih situacijah, kot ti umre eden od staršev, misliti pozitivno, bom rekla vsem v narekovajih. Misliti prijetno. Zdaj, prvi korak je, nikoli ne dobenemu dovoliti, da vam govori, na kak način boste vi žalovali. Jaz zdaj ne bom rekla, da je žalovanje nujno potrebno, ker v enih kulturah ni, v enih kulturah smrt razumejo, človek je šel v ljubezen, je šel v čisto svetlobo, je šel v nekaj najlepšega, kar tu na zemlji ni nikoli doživel in so pač veseli, da je odšel. Njegova duša si je to zbrala in to razume in to resonira z nami. Nam tukaj še to tako dobro ne gre. Ano. Se pravi, prvo bi jaz rekla, že prej, preden se kaj takega zgodi, oboroste se z znanjem, naložite vse znanje, ki resonira z vami, se pravi, da boste razumeli smrt, da boste razumeli, kam gre duša, da boste razumeli, kam gre telo, da boste razumeli, kaj se pol dogaja. Vzemite kako knjigo v roke, recimo od ljudi, ko so umrli, kaj so doživeli, ko so bili klinično mrtvi, pa so pol nazaj oživeli in tak naprej. To vam bo ful pomagali. Zdaj pa kak ostati? Dobro morate vedeti, se pravi, ko ste vi žalostni, ko ste vi na tleh, vzemite si, zjočite se, koliko vam paše, to more iti ven, to morate dati ven, ker zdaj ste vi žalostni in vi ne upate povedati, jaz sem žalostna, pokažite svojo ranljivost, tudi jaz jo pokažem, tudi jaz se zjočem, tudi meni je hudo, ampak, okej, pol pa vem, v redu. Če mi je, to sem jaz rečemo 40 let, sem bila ekspert, tulla, jokala za svojo mamico, v žalosti, kar naprej. In pa sem jaz videla, kje je moj fokus? Se pravi fokus. Zdaj pa, zjokala se bom, dan, 2, 3, 10, z namero, točno bom vedela, da jočem zato, ker je mama, oče, brat, sestra, kdorkoli, pes mi umrl. Ni men, no, ampak je odšel, je umrl. Zdaj bom kar pač tak čist govorila. Vzemite si to, ker to rabite. Sam pol pa, ampak paste, tu od zadnje je ta catch, da ne bo to zdaj trajalo 10 let, 2, 3, 4, 50 let, da ste žalostni. Morate pa nekaj vedeti. Se pravi, okej, zdaj jočem zato, ker fizično tega človeka več ni ob meni, ker ga ne morem objeti, ker se ne morem z njim pogovarjati. Zato jočem. Tu je moj fokus, se pravi, fokus je na temu, da jaz tega več nimam v življenju. Ko pa mi obrnemo fokus, pa rečemo, okej, zdaj sem bila žalostna, sem se zjokala, vzela sem si en dan, gledala sem sliko svoje mame, pogrešam jo, žalostna sem, v redu. Zdaj, upam, da me slišite, ker tule piha, zdaj bom pa jaz dala fokus na to, kaj vse lepega sem jaz doživela s svojo mamo. Kaj vse lepega.
in date fokus na hvaležnost in začnete obujati spomine. Joj, kaj je ona rekla, ko smo bili, recimo, ko sem jo jaz povabila na kosilo. Kaj je ona rekla, ko smo mi šli skupaj na dopust in kaj je ona delala. Joj, kak dobre piškote je pa moja mama spekla. Joj, kak smo se mi lepo imeli. Joj, kak je bila ona perfektna babica. Joj, kak smo se mi dve lepo objele. In date fokus, sigurno, ne glede na to, kak je bila mama ali pa kak je bil oče, eno obilje, en blagoslov, ko vam je bilo lepo z njim, ko vam je nekaj dal, lahko najde čist vsak od nas. Čist vsak od nas, če druga ne, lahko blagoslavljamo izkušnje težke, ko so nam jih starši dali, zato da smo mi danes to, kar smo, da smo zrastli. Točno vemo, da smo si svoje starše sami izbrali, če to resonira z vami ali pa ne, pač to je moja resnica, vi kar čete in pol je lažje. In pol date fokus na to, kar ste imeli, kar ste skupaj doživeli, zato da je vam prijetno. Ker če boste predolgo v tisti žalosti ostajali, se veste, da to ne pele nikamor, no, da pele še v več žalosti, še v več samodestrukcije, še v več tega, kar ne želite. Ne. Se pravi, se je tudi tukaj treba dvignati ven in pol, ne vem, vsake 14 dni, ko začutite, ok, zdaj bom pa 2 urci žalostna in se bom zjokala in bom to, ampak pa bom pa dala fokus na hvaležnost in na to, da se bom jaz prijetno počutila. Tako da to je zdaj odgovor tisti gospe. Tretji odgovor, ko me prosila, če lahko odgovorim. In bom tudi odgovorila, upam, da sem vam odgovorila, gospa, da bo to resoniralo z vami, ker če ne bo resoniralo, bomo šle globje. Treba iti res v globine. Tako da to sem vam hotela za danes predati. Imejte se lepo, imejte se radi, jaz bom imela danes fantastičen, čudovit petek. Kdaj pa tudi pride do česa, kar me ni všeč, kar bi jaz drugač in pol pač vem, da še moram na določenih stopnjah pač pogledati v sebe in tak naprej. Včeraj sem imela en tak dogodek, ko sem se strašno slabo, strašno mi je bilo hudo zaradi drugih ljudi, ko so v določenem stanju prišli pač ni važno, na eno prireditev, živijo, in sem se jaz v bistvu strašno hudo mi je bilo zaradi drugih, ampak jaz sem vedela, ok, Nataša, občutek je v tebi je hudo, tebe razjeda, ko zdaj njih gledaš, ampak koga vidiš v njih, včasih si pa sama bila taka in si sama mogoče, pa ne mogoče, je bilo mojemu Jakobu hudo, zato ker sem se jaz tako obnašala, recimo pod vplivom alkohola. In kdaj, zakaj, to je bilo tudi vprašanje te gospe, lahko jaz odprto predajam samo sebe vam, zato ker edino takrat, ko si boste priznali, to je resnica, to sem naredil, nisem znal, ampak to so res globine pa raziskovanja po sebi, nisem znal drugače, ko boste lahko sami sebe odpustili, da ste ga na določenih področjih res radi bi zdaj drugače naredili, da ste mogoče zapustili svoje otroke, da ste bili pijani pred njimi, da ne vem kaj, ko si boste to odpustili sami sebi, da niste znali drugače, da je to bila vaša rana, ko ste jo mogli predelati, da to ste nekje mogli videti, zato ste bili vi taki, pa boste tudi vi lahko odprto govorili vse, takle, ko jaz zdaj govorim, zato ker boste vedeli, da boste z vašo zgodbo podprli nekoga, vse je možno je tudi iz tega ven prideti, ko boste vi to ozavestili in pa vam ne bo več neroden, tu ni neroden mi je več, ne, ampak na začetku valjda mi je bilo, slab sem se počutila, da sem hotela samomor narediti, ker sem bila toliko za en drek mama in toliko vse za en drek, no. Ampak nisem znala drugače, danes vem, da je bila to moja pot, da je bilo to nujno potrebno, da sem danes to, kar sem. Enim ljudem pa pač nikoli to ne rata, ampak nič za to, tudi oni so vsak dan najboljša verzija sebe. Zdaj moram pa nekaj, ker je ful mrzno na mojo lidliko, ne glede na to, da ima 2 plaščka dati tule noter, pa si bom dodati gor, da jo pogrejem in šibam v trgovino in pa kuham. Tako se imejte, rada vas imam, čau.